Dobrodošli v oddaji Življenje po moje z Majo Peron. Danes je z mano Meri Verdinek, ženska, ki vidi, kar drugi spregledajo. Njeno delo temelji na stiku z dušami, a še bolj na globokem občutku spoštovanja do življenja. Preko osebnih sporočil, ki jih prejema in posreduje ljudem, vrača upanje, umirja bolečino in ponuja stik, ne le z njihovimi dragimi, ampak predvsem z njimi samimi. Meri je znana po močnih dogodkih v živo, kjer se poveže z dušami umrlih, a tudi z modrostjo življenja samega. Je ena redkih, ki o teh temah govori s ponižnostjo, jasnostjo in izjemnim občutkom za sočloveka. Meri, lepo pozdravljena in najlepša hvala, da si se odzvala povabilu in si danes z mano. Živijo. A veš, mene zanima, v bistvu bi začela kar tako, kaj bi želela sporočiti ljudem, ki so trenutku zdaj v neki taki bolečini zaradi ljudi, ki so jih izgubili. Kaj bi bilo tvoje sporočilo njim? Naj začneva tako. Da jih v resnici niso izgubili. Izgubili so jih zgolj na zemeljski ravni, na tej fizični, telesni, ampak v resnici je pa ljubezen tista nit, ki nikoli se ne pretrga, nikoli ne ugasne, nikoli ne izgine. In so še vedno z njimi, samo v drugačni obliki, na drugačen način. Si tako lepo povedala. A veš, veliko je ljudi, ki, ali pa bom rekla, cela poplava je samozvanih medijev in ljudi, ki ponujajo neke instant rešitve in neke zgodbe in se mi zdi, da niso vse glih tako zelo čiste. In me zanima, kaj je vloga ali pa kaj je naloga človeka, medija, ki je v resnici v stiku s temi dušami, kaj je pravzaprav tvoja naloga? Ker to, da si medij, to ni nekaj, kar se izmisliš, da bo šel študirati verjetno. Ti malo več o tem povej. Ja, res je veliko enih ljudi, ki počnejo ni da ni. To govorim iz tega, kar mi v bistvu ljudje povejo, ko pridejo k meni. Da so recimo končno pa prišli do nečesa oziroma k nekomu, kateremu lahko zaupajo. Jaz mislim, da je najbolj pomembno to, da ko se odločamo iti k nekomu za tovrstno storitev, če lahko temu tako rečemo, oziroma da dobiš tisto, kar potrebuješ, kar v resnici res potrebuje tvoje srce, je najbolj pomembno, da se zanašaš na to, kako ti človeka začutiš, ko ga poslušaš, ko ga gledaš, kaj se zgodi ob prvem stiku s to osebo. Bodisi je to lahko preko nekega videoposnetka, zgolj poslušanja nečesa, skratka, da se človek zanese na sebe. Res je, da včasih moramo izkusiti tudi nekaj, kar potem rečemo, to pa ni bilo dobro, to je pač naša izkušnja, naše iskanje, rast in tako dalje. Ne moramo se temu ogniti, ampak če se poslušamo, potem bi načeloma mogli priti do tistega bistva, kar nam je preko neke osebe poslano. Ampak te tako, kot jaz tebe poznam in poznam te res že zelo dolgo časa in preko vilinskih simbolov, ne preko duš, takrat, ko si se ti pravzaprav še iskala. In mene tako recimo pri tebi fascinirali te tvoji začetki, ki so bili tako skromni, ki si ti razlagala, da se ti nekaj dogaja, pa nisi prav dobro vedela, kam bi to dala. V tej moji oddaji bi jaz rada ljudem dala to eno tako iskrenost, veš, ker to so ene stvari, ki se jih ne naučiš, samo so in tako težko ti je to sprejeti. To govorim tudi malo iz svojih izkušenj, ker pač se ti zdi tako, wow, to pa ne vem, jaz ne morem, ne znam, se to ni mogoče, to se mi samo zdi. Tako ene par stavkov bi o tem še rada, pa vem, da grem mimo vprašanja, ampak glej, tako je. Vprašanja sploh niso pomembna, vem, da si vodena in da bova danes povedali točno tisto, kar bodo poslušalci in gledalci rabili slišati in zvedeti. Ja, moja pot se je res začela tako zelo, mogoče najbolj, da to poimenujem kot pogovarjanje sama s sabo
ker v resnici nisem vedela, da se ne pogovarjam sama s sabo in da to ni moja domišljija, ampak da je to komunikacija z onstranstvom, da je to komunikacija z vodniki in ostalimi energijskimi bitji. Res je, to se dogajalo že v mojem otroštvu, ampak takrat sploh nisem razmišljala, da je karkoli več kot pač moja domišljija, kljub temu, da so bila recimo določena sporočila zelo jasna, navodila za moje življenje oziroma neke korake in tako dalje. Potem se je pa vse skupaj začelo spreminjati po odhodu moje stare mame. Jaz sem bila takrat tudi že malo nekoliko starejša, se pravi, to je bilo 9 let nazaj, kar pomeni mojih 21 let je takrat bilo, oziroma še ne. Pa potem korona čas. Preplet vsega tega je pa mene v bistvu pripeljal do tega, da se mi je ta pot zjasnila. Oziroma počasi se je jasnila, korak za korakom, duše so me vodile, kaj ne, kdaj ne, kako. In jaz sem temu pač samo sledila in delovala. Tako da ja, ne moreš se naučiti, je pa pomembno, da deluješ in se prepuščaš vodenju. Ker v resnici, tako kot si že sama omenila, imamo to v sebi, ampak ne moramo pa tega iti na neko fakulteto pa reči, evo, zdaj sem pa jaz medij. V ozadju tega je ogromno dela na sebi, ogromno tudi odrekanja, pa ogromno odgovornosti je treba prevzeti. Odgovornost, ja, to je tisto, kar se mi zdi, da človek ali ki mu v življenju res uspe na nekem področju, ali ki ima neko sposobnost, tako, se mi zdi, da ima res ogromno odgovornost, ki jo mora sprejeti, zato ker v resnici vpliva na življenja mnogih ljudi in zato je res pomembno, da se mi zdi, da je naš namen čist. Sej ne moreš vedno narediti, kakor je prav, največkrat niti ne vemo, kaj je v resnici prav, ker če je prav za nas, mogoče za nekoga drugega ni, ampak že ta namen, ki ga imamo, da je čist. In mogoče bi te tukaj vprašala, kaj bi bila tvoja želja, tako čist v bistvu za ta svet? A veš, ker taki ljudje, bom rekla, ljudje, ki razmišljamo, majčkeno širše, imamo verjetno kakšne druge želje, pa druga pričakovanja od življenja, kakor pač to, kar se nam ponuja na prvo žogo. Definitivno si želim, da bi ljudje vedno bolj stremeli k iskrenosti, najprej do sebe, potem pa do sočloveka. Se mi zdi, da je v iskrenosti, tisti res iskrenosti, ključ do vsega. Ker, če recimo gledamo, da zelo radi imamo materialno, ali pa zelo radi imajo kakorkoli, ampak če si ti iskren, a res nekaj potrebuješ, a res nekaj lahko deliš z nekom, kaj deliš z nekom, če si iskren in iz tega izhajaš, boš delal dobro za sebe in za sočloveka. In če bi na tak način delovali, meni se zdi, da bi bil svet korak za korakom vedno boljši. Ja, to si zdaj v bistvu povedala to, kar jaz pravzaprav tudi vedno govorim, jaz pa vedno rečem, edina iskrenost, ki je res pomembna, je iskrenost do samega sebe. In ko ljudje začnejo, jaz sem ful iskren, se vedno pa vprašam, zato ker že biti iskren do samega sebe je včasih tako zelo težko, ker si moraš priznati ful enih stvari, ampak s tem dejansko rasteš. In ja, to se s tabo strinjam, če je tvoj iskren namen nekaj dobrega, potem ne moreš narediti nekaj slabega. Iz tega je treba izhajati, je pa res najtežje biti iskren do samega sebe. Veš, kaj me v bistvu zanima? Recimo, pri tebi se duše ne pokažejo vedno, duša ne pride vedno. A drži? Ali pride vedno, kadar jo nekdo pokliče in če želi z nekom govoriti? Zdaj, če govoriva o tem, da nekdo pride na seanso medijstva, je načeloma vedno obratna pot. Se pravi, duša da spodbudo svojemu človeku na zemlji, da poišče pot do srečanja, do klepeta z njim, in potem skoraj ni primera, da nekdo potem takem ne bi prišel. Se pravi, vsaj ne nekdo, katerega oseba res želi slišati. Se zgodi, da, ne vem, če ima nekdo res veliko preminulih, da pa nekoga izmed njih ni in ga ni z razlogom.
včasih se pojavijo tako zelo iz ozadja, pa sem na kratko poveš, zakaj ne pridejo v ospredje, zakaj danes niso pomembni za to osebo. Načeloma pa vedno z nekom klepetamo. In res vedno pravim, če pa nekoga je res strah, da nobenega ne bo takrat, ko pride, pa rečem, nič hudega, bo pa moja stara mama kaj povedala. No, evo, to sem te hotela vprašati, kako rešuješ situacijo v takih primerih. Zdaj pa narediva kratko pavzico, pa nadaljujeva čez par minut. Midve z Meri nadaljujeva najin pogovor. Postalo je ravno zelo zanimivo, ko si pač govorila o tem, na kakšen način pravzaprav so ljudje vodeni, da pridejo, da jim duše predajo sporočila. Zdaj mi pa zanima, a veš, to je zelo tako nam navadnim smrtnikom, kako ti veš, kako duše pridejo, kako se na to pripraviti. Jaz imam to izkušnjo, ker sem bila pri tebi in sem govorila z mojo mami in tako, ampak me zanima tako, če malo poveš, da bodo tudi ljudje lahko to slišali. Najprej bi te samo malo popravila. Lahko rečemo, da smo vsi navadni smrtniki, ali pa enostavno, da smo vsi nekaj posebnega. Vsak individualno je nekaj posebnega in prav je, da se cenimo, da cenimo svoje sposobnosti, svoje darove, ki jih imamo. Tako da v resnici ni noben navaden smrtnik, se pa pogosto srečujem s tovrstnim izrazom, da ne spadam v to skupino. Čeprav bom na koncu tako zapustila telo, pa bo moje telo umrlo, jaz bom pa odšla nazaj v dušni dom. Ampak ja, v glavnem, vodeni so, da pridejo in na medijstvih dobijo točno tisto, kar potrebujejo slišati. Pomembno je, da pridemo kar se da brez pričakovanj. Ker manj pričakovanj, ko imamo, več lahko dobimo. Če pričakujemo A pa B pa C, dobimo pa A pa majčken B-ja, pa še D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, vsega tega dela ne vidimo. In potem rečemo, joj, samo to je bilo. Če pa pridemo odprtega srca, odprtega uma, pa rečemo, zagotovo bom dobila ali pa dobil točno tisto, kar v tem trenutku potrebujem, pa tudi, če mi v tem trenutku to ne bo čisto jasno in pasalo name, zagotovo zaupam, da bom tekom dni, tednov, mogoče celo mesecev spoznala bistvo tega srečanja. In če ljudje tako pridejo, res veliko dobijo. Jaz moram reči, da mi je zelo všeč pri tebi, ker podpiraš snemanje in vzpodbujaš, da si človek to posname. Ker vem, da recimo tako, ko sem par mesecev po seansi s tabo to poslušala ali pa potem eno leto kasneje potem to poslušala, slišiš drugače in pravzaprav ugotoviš, da je bilo že takrat danih ogromno sporočil, ampak jih nisi razumel, ker dejansko še nisi bil na tistem nivoju ali pa v takšni situaciji, da bi ti bila ta informacija nekako potrebna. Duše se v tem trenutku hecajo, morajo malo skakovati, če ne niso zadovoljni, da oni tudi zelo spodbujajo to snemanje zato, da imajo potem dlje časa mir, da imaš ti posnetek, ki ga lahko večkrat poslušaš, čeprav imajo zelo radi, da klepetamo z njimi, da se spomnimo na njih, da jih kaj prosimo, da se jim zahvalimo in tako. Tako da so pa zelo zabavni in me ne preseneča tole njihovo suportiranje. Jih pozdravljamo, veš. Kamere pustite prižgane in mikrofone, hvala. Veš, kaj me zanima? Zanima me, v bistvu, kako bi ti pojasnila, kaj se z dušo dogaja, ko človek umre. To so ene take stvari, ki se jih vsi sprašujemo, in zdaj, ko imaš ti pač neko izkušnjo, ko vidiš tisto belo svetlobo in ko tam gor si, jaz sem jo recimo imela, meni je tako prijeten občutek, da imam zelo veliko potrebo vsem ljudem povedati, da je recimo prometna nesreča, nič ne boli, če si orang poškodovan. Ampak po drugi strani pa ne vem, kaj se dogaja z dušo. To so tako zelo različni opisi tega so, a nam večkam poveš ti? Ja, res je, da gremo v svetlobo, načeloma. Zdaj, recimo, da govoriva o tej najlepši opciji, ker potem so vse neke duše, ki ne želijo zapustiti zemeljskega sveta, pa malo tavajo med dvema svetovama in tako. Ampak dajva se osredotočiti danes na te večinske primere. Gredo v svetlobo
duša zapusti telo in nekaj časa, recimo tam nekje 24 ur po tem, ko zapusti telo, še vedno je nekje blizu, pri svojih bližnjih, doma, lahko celo potuje vsem s telesom, da vidi, kaj se z njim dogaja in tako dalje, ampak načeloma se zadržuje še v zemeljski energiji po 24 urah, govoriva v povprečju, pa odide proti svetlobi. Se pravi, gre na drugo stran, gre v dušni svet, tam pa doživi lep sprejem vseh tistih, ki so odšli pred njo, to ljubezen, to domačnost, ker tam smo doma. In ko duša pride na drugo stran, je to za njih veselje, praznovanje, wow, nekdo je prišel domov, mi pa tukaj žalujemo, kar je razumljivo, ampak z dušnega vidika je pa to nekaj lepega. In ko prideš tja, tako pravijo duše, ki so že tam, pa na tak način jaz doživljam v bistvu vsako seanso, je tam res brezskrbnost, ljubezen, nekaj, kar se v resnici ne da opisati. A veš, kaj me zanima? Koliko časa, recimo po smrti, je možno poklicati dušo, da pride, ne? Se pravi, a je to, ne vem, nekaj let? Veš, ker tukaj obstajajo različne teorije, ne? Da duša, ne vem, po 20 letih je ne moreš več poklicati, ker je že reinkarnirana, ne? Ti si meni dala tako lepo razlago, ko sem te spraševala o teh stvareh, da bi jo mogoče v naslednjem delu podelila z ljudmi, ampak tukaj me pa vse glih zanima, koliko časa recimo po tej smrti, potem ko človek odide, mi lahko dušo pokličemo? V resnici neomejeno časa. Tukaj ni pravila. Doživela sem že medijstva, ko smo komunicirali par tednov po odhodu in medijstva, ko smo komunicirali več desetletij po odhodu. Je pa dejstvo, da težje po nekih informacijah ti res prepoznaš osebo, ki je odšla, ne vem, 50-60 let nazaj, a ne? Sploh, če te osebe nisi poznal. Ker v bistvu vse, kar mi skomuniciramo, temelji na zaupanju in na nekih morebitnih dejstvih, ki jih oseba pozna. Tako da pri meni medijstva nimajo omejitve na po kolikem času po odhodu, oziroma, sprav, koliko časa lahko komuniciramo. Edina omejitev, ki jo jaz imam, je, kdaj prvič priditi na medijstvo po odhodu, to je pa zagotovo, mora miniti pogreb, ker nekateri bi prišli kar naslednji dan po odhodu nekoga, pogreb mora biti mimo, pa načeloma vsem svetujem, da človek malo zadiha, da tudi duši damo prostor, da ko res pa začuti tisti puš notranji, da ja, zdaj pa pojdi, pa gredo na medijstvo. No, vidiš, to je ena stvar, ki me zanima, recimo, če mi zelo žalujemo za dušo in dejansko ne dovolimo, da odide, nočemo sprejeti tega, da je duša odšla, ker eno je, če smo žalostni in žalujemo, drugo pa je, če tega ne sprejmemo in se opiramo in tako, kaj s tem mi naredimo duši, ki odhaja? Malo je odvisno od duše same, se pravi, a se ona zelo obremenjuje zaradi nas, pa nas želi potolažiti, kar pomeni, da dlje časa ostaja v tem zemeljskem svetu s svojo energijo, ali pa si duša reče, glej, sej boš že, jaz grem po svoje. Tukaj so pač dušne odločitve različne, lahko pa mi s tem, ko pač, jaz ne rečem sicer, da zadržujemo dušo, ker duša ima svojo svobodno voljo odločitve, kaj želi. Jaz se prej rečem, da ji mogoče malo otežimo odločitev. Pa tudi dejstvo je, da če smo v res globokem žalovanju, v hudi žalosti, tudi ni fajn priti na medijstvo, ker so to v bistvu težke energije, ki pa na nek način preprečujejo to lahkotnost komunikacije. In včasih, kadar je oseba zelo, zelo prizadeta, je medijstvo, jaz temu pravim, težko in tudi sporočila ne pridejo na tak način, kakor bi sicer. In v bistvu ne naredimo si usluge s tem. Ampak zdaj načeloma, ne, veš kaj mi povej, v kakšnih občutkih največ ljudi pride k tebi, pa s kakšnimi občutki odidejo? Prihajajo z različnimi občutki, največ je seveda žalosti, bolečine oziroma nekega spraševanja, kje so, kaj so, kako so. Ogromno je občutka krivde. Nismo se poslovili, nisem bila zraven, ko je odšla, a bi lahko preprečila odhod in tako dalje, tako da krivde je res veliko.
poleg pridejo pa seveda še po tisto upanje, da pa se res nismo videli zadnjič ob tistem zadnjem stiku. Odidejo pa po mojih opažanjih in po nekaterih feedbackih, ki jih po medijstvih dobim, lahkotnejši, pomirjeni, srečnejši, nekateri še bolj zaljubljeni v življenje oziroma motivirani za življenje. Tako da zelo različno. Spet je odvisno od osebe do osebe, kaj želi, kaj prejme, kaj si dovoli prejeti, začutiti, biti. Ja, torej tako zanimivo, ampak nadaljujeva čez par trenutkov. In sva z Meri ponovno nazaj. Meri, v prejšnjem delu sva začeli govoriti o reinkarnaciji, o tem, kaj se dogaja z dušo, ko odide. Jaz še nisem doživela tako lepe razlage ali pa tako jasne razlage, kot sem jo od tebe, in bi te res lepo prosila, če lahko v bistvu ti poveš, kako si ti predstavljaš, kako ti vidiš, kako je, kaj se dogaja z dušami. Jaz sem zato kar duše vprašala. Ko sem dobila prvič to vprašanje in sem rekla, duše, kaj bomo zdaj, dajte mi povedati, kako naj to pozemeljsko razložim, da bomo razumeli, in res so dali eno preprosto razlago. In sicer duša je kot hleb kruha, ne? In ko se spustimo na zemljo, kar pomeni, da se inkarniramo, ko gremo neko pot življenja tukaj, si predstavljamo, da se od te duše, od tega hlebca kruha odreže prvi kos. In mi izkušamo in recimo, da si v tem življenju namažemo na tak kos kruha marmelado. In potem se vrnemo nazaj v dušni dom k svojemu hlebcu in mu prinesemo informacije, se pravi izkušnje tega življenja, ki smo ga poimenovali marmelada. In potem je čez več 100 let. To ne pomeni, moja prababica bo moja vnukinja, ampak več 100 zemeljskih let mine, predno se duša ponovno reinkarnira. In takrat, ko se reinkarnira, odreže nov kos kruha. In gre ta nov kos kruha na zemljo in izkuša nove izkušnje in recimo, da namaže med. In ta med tukaj dol, ta kos kruha z medom, lahko dobi informacije od svoje duše, neke informacije, ki so bile v času, ko je mazal marmelado. In to je pa tisto, kar mi imenujemo informacije iz preteklih življenj. Dobimo iz svojega bistva, iz svoje duše, ki pa je sestavljena iz vseh teh različnih koščkov. Super. Veš, kaj me zanima, ali je možno, glede na to, da pač čas obstaja samo, ker smo si ga mi izmislili, ne? Ali je možno živeti več življenj hkrati? To bom mogla vprašati duše. Duše pravijo, da v resnici živimo že po defaultu vsaj 2 življenja, ker ga živimo tukaj dol in živimo kot duša v onstranstvu. Nekateri raje rečejo višji jaz, da se povezujemo z višjim jazom, svojim bistvom, to je duša, kar pomeni, da živimo že po defaultu 2 življenja. Zdaj, a se kdaj odloči duša, da gre hkrati na 2 različna konca, dopuščajmo možnost, zakaj pa ne. Dobro, super za tole razlago. Zdaj pa mogoče greva k ljudem, ki ostajajo žalujoči za temi dušami, ki so odšle. Kakšna navodila ali pa kakšen nasvet bi ti tem ljudem dala takrat, ko je res težko? Jaz mislim, da vsi mi, ki smo kdaj izgubili koga od ljudi, ki nam je bil res blizu, pač vemo, da je zelo lahko govoriti, pa zelo malo pride do tebe v tistem trenutku. V bistvu te stvari ne potolažijo. Kaj bi ti svetovala ljudem, ko izgubijo nekoga? Najprej čim bolj biti prisoten v stiku sam s sabo, da si priznaš vse občutke, vse, kar je znotraj tebe, kar prihaja na plano, da to spustiš ven, da se ne poskušaš za voljo neke okolice, pa ne vem, potolažiti, pa dobro izgledati, pa sej bo, sej čas zaceli rane in tako naprej, da se teh fraz v bistvu ne navlečejo. Ampak da enostavno so v trenutku, so v tisti žalosti in poskušajo znotraj sebe najti kanček upanja, predvsem pa zaupanja in vere, da je nekdo odšel
samo z fizičnega vidika, ne pa z energijskega. In potem, ko je oseba pripravljena korak dlje od tukaj, so pa možnosti različne. Medijstvo, branje knjig, kakšni webinarji, skratka informiranje o tovrstnem svetu, življenju, komunikaciji in tako naprej. In jaz pač vem, da je do tebe prilično težko priti, ne? Ampak vem tudi, da organiziraš dogodke za več ljudi hkrati. Ja. In ti dogodki niso samo zato, da pač naenkrat odgovoriš več ljudem, ampak imajo tudi en drug namen, v bistvu energija, ki se tam zbere, drugačna. A bi mi povedala majčkeno več o teh stvareh? Jaz se namreč zelo močno spomnim tvojega zadnjega dogodka in me zelo, zelo zanima, kaj se je zgodilo s tistim fantom in dekletom, ki sta prišla kot prijatelja. Za njiju ne bomo verjetno nikoli vedeli, ampak ja, na teh dogodkih, ko nas je prisotnih več, je energija res drugačna. To je tak boost energije, to je, sploh ne znam drugače povedati, ampak ko vsak, ko pride tja, prispeva svoj košček sebe, napolni prostor in ti lahko na nezavedni ravni od nekoga, ki ima neko izkušnjo, vzameš košček in rečeš, tole pa bo napolnilo mene, to bo pa meni neka dodatna informacija za življenje in jaz tega v takšni meri, kot bi sicer rabila izkusiti, ne rabim, ker že imam neko informacijo. Definitivno je prednost dogodkov, kjer nas je več, tudi to, da mi slišimo recimo za sebe eno sporočilo, ne vem, v primeru Klepeta z dušami, ki bo tudi maja, slišimo ja, 1 na 1 neko sporočilo, ampak ko pa poslušamo vseh teh, kolikor pač nas je sporočil, lahko v resnici za sebe poberemo vsa ta sporočila. In nekatera sedejo danes, nekatera jutri, pojutrišnjem, ampak bistvo je res to, kako se tudi ljudje usedejo drug zraven drugega s podobno zgodbo, s podobno izkušnjo, podobno bolečino in potem v tistih, ne vem, 5-10 minutah prej, pol, vmes, malo pokramljajo, izmenjajo to. In jaz mislim, da je to velik doprinos, ki ga ljudje drug drugemu lahko damo. Pa tudi en tak, poskušam kar se da varen prostor ustvariti, energijsko varen prostor, da se ljudje lahko počutijo varne in se pač odprejo. Na nekaj, kar je meni pri tebi res všeč, je na teh dogodkih se vedno veliko nasmejiš, pohecaš, tako da človek v bistvu niti nima občutka, da je prišel nekam, kjer pravzaprav ljudje žalujejo, ne? In to mi je tudi ena od takih pomembnih stvari, ne? Ker se mi zdi, da ko ti izgubiš enega svojca, potem tudi drugi ljudje pričakujejo, da boš ti ves čas žalosten, ne? Ti pa nisi ves čas žalosten, tvoje življenje gre naprej, tebe še vedno v smeh spravijo neke stvari in ti imaš pravico se nasmejati tudi takrat, ko najbolj žaluješ, to je normalno. In jaz imam velikokrat občutek, ko delam coachinge, ne, da ljudje žalujejo zato, ne, ali pa bom rekla tako, vztrajajo v žalovanju zato, ker se to spodobi. Tako. In to se mi zdi en velik doprinos tvojih dogodkov, ker tam res vedno sem imela tako občutek, da nihče nikogar ne obsoja, vsi so tako odprti. To mi je recimo ena od stvari, ki so zelo tako. No. In me zanima, a ti tudi opažaš to pri ljudeh, ki pridejo k tebi, recimo, se odprejo na drugačen način, povejo te stvari? Ja, najprej hvala. Se odprejo na drugačen način in tudi v bistvu res ugotovijo, da se tudi duše hecajo. Vsi te heci in smehi in fore, ki jih jaz povem na dogodkih, v resnici niso moje. Jaz vedno pravim, jaz nisem tako pametna, jaz nisem tako inteligentna, da bi imela v rokavu vedno neko šalo, ampak vedno sem vodena in jaz povem vse tisto, kar vidim in kar slišim in kar mi dajo, pokažejo na kakršenkoli način in vse te fore so v bistvu od duš. In najboljše pa to, ko nekdo v množici točno prepozna,
aha, to je bil pa, ne vem, moj starata, ker se je vedno na tak način hecal, to je bila njegova fora. In ljudje so mi potem že povedali, a veš, ko si rekla tisto pa tisto, tako je moj ata govoril. Jaz sem točno vedela, da ti on narekuje. Ja, jaz, ko imam dogodke, jaz samo rečem, duše, tukaj sem, uporabite me maksimalno, kolikor lahko, da bodo vaši dragi, ki so danes prišli sem, dobili maksimalno. In to je to. In potem dam na razpolago svoje telo, od tukaj do tukaj, svoj glas in delujte. Zmanjkalo nam bo časa, samo še to mi povej, kako je z živalmi. A komuniciraš tudi z dušami živali? Ja, seveda. Okay. Zdaj ti bom rekla, ker naj resnično preganja čas. Najlepša hvala, ker si prišla. Z veseljem. Hvala lepa vam, ker ste bili z mano. Meri, če potrebujete, jo vtipkate v Google in jo boste našli. Jaz bi vam rekla pa samo to, da imejte se radi, imejte radi življenje, bodite v stiku sami s sabo in uživajte v vsakem trenutku, v bistvu jih ustvarite.